Vsake toliko časa dobimo na test tudi kakšen hud kombi, kot je tale Tourneo Custom, ki ima zadnji še dodaten nosilc za kolesa. Itak smo tole takoj izkoristili za prevoz koles, tudi za polnjenje električnih koles, ker ima noter še dodatno električno vtičnico. Ampak mene je tokrat bolj zanimalo, kako je vse to zavarovano na avto, če se slučajno kaj zgodi. Ideja, zakaj sploh zavarovati prtljago, je nastala zato, ker se vozimo z avtom, v njem vozimo marsikaj in ko pride do prometne nesreče, ki jo sami povzročimo, to ni del odškodnine, ki bi jo lahko dobil povrnjene, če si seveda sam povzročite. Pri nas smo razvili tak produkt, da je tudi to vključeno v kasko, nekatere druge zavarovalnice imajo še dodatno neko zavarovanje, ker je prav postavka prtljaga. Mi pa smo razvili možnost, da je tudi v polnem kasku krita prtljaga, v B kombinaciji in pa kraji, torej v primeru toče, udara strele, prometne nesreče je tudi prtljaga zaščitena. Kako je v primeru, če imam na strehi kovček ali pa kolo, pa pozabim, da je tam, potem pa poškodujem to? Tudi takšne situacije so krite, seveda odvisno od tega, kakšno kasko kombinacijo imate krito. Če imate splošen kasko ali polni kasko ponekod in se zapeljete na ta način v garažo in poškodujete to, kar vozite zgoraj in še zraven avto, potem bo to povrnjeno. Seveda do višine zavarovalne vsote, ki jo imamo za prtljago, za ostalo pa glede na splošne pogoje iz kaska. Torej, če imate dražje kolo, ki ga želite posebej zavarovati, torej to ni v sami prtljagi vključeno, potem svetujem sklenitev zavarovanja mikromobilnosti, kjer boste imeli v osnovnem paketu pokrito tudi zavarovanje odgovornosti pri uporabi kolesa, potem nezgodno zavarovanje in pa asistenco. Pa še en svet. Pazite tudi, kako zlagate in pritrdite prtljago, da ne bo ob močnem zaviranju koga poškodovala. Pa varno za volanom.